Evo, skratka, še enkrat, dobrodošli na delavnici z informacijami glede javnega poziva za spremljanje spodbujanja udeležbe na volitvah. Poimenovali smo ga Go Out and Vote, s katerim želimo pač podpreti nevladniške akcije pa kampanje, ki bodo ljudi usmerjale v to, da se pač udeležijo volitev in da glasujejo za obrambo evropskih vrednot. Najprej nekaj na hitro o samem programu Državljani, enakost, pravice in vrednote. Mislim, da ga do zdaj že vsi dobro poznate. Govorimo o programu CERU. V tem finančnem obdobju je zanj namenjeno 1,55 milijarde evrov. Seveda to ne govorimo o znesku za Slovenijo, ne govorimo o znesku za ta razpis, govorimo o znesku celotnega programa na ravni celotne Evropske unije. In pač to niso samo te razpisi, ki jih dajemo ven mi na CNVUS-u, ampak so pač tudi v bistvu vsi razpisi, ki jih dajo ven v bistvu na ravni Evropske komisije. Tako da gre za kar konkreten program, za veliko enih različnih možnosti, in ja, nek dobrodošel doprinos na sektor, na nevladniški sektor in pa na vse aktivnosti, ki se povezujejo z aktivnim državljanstvom, z demokracijo, z vladavino prava, s človekovimi pravicami. In na enem od teh razpisov, ki jih ven daje Evropska komisija, smo bili pač tudi mi uspešni skupaj z našimi hrvaškimi partnerji, z Zaklado Slagalica in Zaklado Solidarna. Mislim, da jih tudi zdaj že kar dobro poznate. Prijavili smo se s programom Impact for Values 2.0, ki je v bistvu neka nadgradnja tistega našega prvega, ki je bil Impact for Values in ki se ravno v teh dneh v bistvu zaključuje. Več o programu ne bom šla prav ful razlagati, gre za to, da pač ja, ravno tako kot v prvem obdobju imamo tudi zdaj na voljo kar nekaj razpisov za nevladne organizacije, vsak ima neko svojo tematiko. Ven smo dali že razpis za mreže, za programe in pa za vsebinske podporne centre. Ta zdaj trenutni Go Out and Vote je v bistvu tretji razpis po vrsti, četrti na našem seznamu. Vsak ima, kakor rečeno, pač neke svoje pravila. Nekje v začetku naslednjega leta bomo dali ven še pač razpis, ki je namenjen pa manjšim organizacijam, klasičnim projektom. Tako da to je tisto, kar še pride v okviru tega programa. Kaj si želimo? Želimo si v bistvu pač zagotoviti neko podporo za nevladne organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, vladavine prava, spodbujanja oziroma širjenja evropskih vrednot, vrednot Evropske unije. In na drugi strani pa v bistvu tudi podpreti nevladne organizacije pri pri graditvi njihovih kapacitet, pri razumevanju tudi, ja, kaj so pravzaprav temeljne vrednote Unije, pa hkrati tudi v bistvu čist jim podati neka konkretna znanja na področju delovanja organizacij, menedžeriranja, komuniciranja, fundraisinga, prijavljanja na projektov. Eden zelo pomembnih delov je pa v bistvu tudi spodbuditi to medsebojno pa čezmejno sodelovanje, skratka spodbuditi organizacije iz Slovenije in Hrvaške, da se bolj povezujejo, pa hkrati tudi spodbuditi organizacije tudi znotraj posamezne države, da se mrežijo, da prihaja do neke izmenjave znanja, prihaja do neke izmenjave informacij, da se razširjajo dobre prakse in vse, kar paše zraven. Zdaj pa kar konkretno na poziv. Skratka, kaj imamo tokrat na voljo za vas? Gre za poziv za, kakor sem že rekla, spodbujanje udeležbe na volitvah in glasovanja za obrambo evropskih vrednot. To je pač ta sistem, ki smo ga imeli prej kot hitre akcije, recimo, da vam bo malo lažje slediti, na kakšen način smo ga zastavili. Vse skupaj imamo na voljo 100.000 evrov, od tega je za Slovenijo 60.000. Tudi tukaj je tako, kakor pri vseh ostalih razpisih iz tega programa, predvideno pavšalno financiranje.
Prijavljajo se lahko pač nevladne organizacije v Sloveniji, to so lahko pač te glavne prijaviteljice, lahko se prijavlja tudi skupaj s partnerji, partnerske organizacije pa lahko prihajajo iz katerekoli države znotraj Evropske unije. Projekti, oziroma v tem primeru govorimo o akcijah, ker gre lahko tudi za zelo hitro, enkratno akcijo, aktivnost, dogodek. Morajo trajati vsaj en mesec in največ 6. Skratka, gre za res neke take kratkotrajne posege oziroma intervencije. Želimo si podpreti akcije, ki ljudi na kakršenkoli način spodbujajo k udeležbi na volitvah in pa k temu, da se pač glasuje za obrambo evropskih vrednot. Tukaj je pa pomembno poudariti tudi to, da organizacije ne smejo biti povezane s kakršnokoli politično stranko in da nikakor ne smejo pač te akcije ljudi nagovarjati k glasovanju h kateremukoli konkretnemu kandidatu ali pa kandidatki oziroma stranki ali pa nepovezani skupini, kakorkoli, skratka. Čeprav je lahko zelo jasen poziv za to, da se glasuje za obrambo evropskih vrednot, lahko se poudarja, lahko se volivce usmerja v to smer, skratka, da se glasuje za obrambo evropskih vrednot, za spodbujanje oziroma pač ne, lahko se sklicuje tukaj na evropske vrednote, ne sme pa biti pač zares nobenega poziva k kakršnikoli konkretni opredelitvi za konkretnega kandidata, kandidatko, stranko in tako naprej. To je eden od zelo pomembnih kriterijev, na kar bomo pač zelo pozorni tudi potem pri sami izvedbi. Če bi prišlo do kršitve, bi imeli dejansko pač težavo na naši strani, na vaši strani, ker bi mogli prekiniti pogodbo, tako da samo na te stvari bodite malo pozorni, zato tudi toliko zelo poudarjam. Sredstva, tukaj gre za pač v bistvu mikro projekte, akcije, zato so tudi sredstva pač nižja kakor na klasičnih razpisih, govorimo od 1000 do 10 tisoč evrov, tudi tukaj je pa zagotovljeno 100% financiranje. Še ena velika posebnost tega razpisa oziroma poziva je to, da se prijave zbirajo od 5. novembra dalje. Če gremo na klasične razpise, je ponavadi pač rok za prijave, do takrat je treba pač prijavnico poslati. Tukaj je ravno obratno, od takrat naprej lahko prijavnico pošljete. To pomeni, da tudi če bi vi že zdaj vnaprej nekaj stvari pripravili, tudi če imate prijavo že pravzaprav spisano, je ne smete oddati do 5. novembra. Tudi če boste poslali, bo avtomatično zavržena. Mislim, da vas sicer na to opozarja tudi naš avtomatski odzivnik, da pač ne, da se vloge ne bodo upoštevale, da dajte poslati po 5. novembru. Tako da od 5. novembra, 5. november je že okej. Tako da to je ena taka pomembna stvar. Spet je ta klasična dikcija do porabe sredstev, a ne. Mogoče pač tukaj samo še ta delček, da gre za poziv, ki ga bomo pustili odprtega oziroma v katerega se bodo stekala tudi sredstva pri iz ostalih razpisov, tisti pač ostanki, ki ne bodo porabljeni. Na preostalih razpisih se bodo pač v bistvu stekali v ta sklad, tako da tudi če bo v nekem trenutku zmanjkalo sredstev, pa bodo že porabljena, bomo pač v bistvu potem počakali, da pride še z kakšnega ostanka od kakšnega drugega projekta, kakšnega drugega programa, pa se bodo pač v bistvu potem ponovno odpirali. Ampak o vseh teh stvarih vas bomo itak sproti obveščali. Kdo se lahko prijavi? Organizacije, ki izpolnjujejo vse pogoje po Zakonu o nevladnih organizacijah. Mislim, da to zdaj smo že kar smo in ste zverzirani, skratka, vse tisto, kar je našteto v razpisu, neprofitnost, neodvisnost, pa nepridobitnost, vse te stvari morate imeti pač poštimane. Še vedno tukaj ostaja ta izjema za organizacije, ki imajo veljavni status delovanja v javnem interesu. V tem primeru pač vam samo pogledamo, da imate status in ne gledamo statutov in tako naprej. Pri vseh ostalih pa dejansko gremo čez vaše statute, gremo čez vaše ustanovitvene akte in pogledamo, ali se ti kriteriji res izpolnjujejo.
Ful detaljna navodila imate že v sami razpisni dokumentaciji, tako da dajte si te stvari dobro pogledati. Če ugotovimo, da karkoli od tega ne štima, pa dajte to čim prej urediti za naprej, ker bo treba, ker je to pač zdaj postala klasika, vedno več razpisov je, kjer se to dejansko gleda tudi čisto konkretno za vsako organizacijo posebej. Kar se tiče partnerjev, kakor sem že rekla, lahko so to slovenske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po ZNORG-u, lahko so pa tudi to različne neprofitne organizacije iz drugih držav članic. Načeloma se tudi pri njih pač gledajo vsi ti kriteriji, kakor se gledajo pri slovenskih organizacijah, ampak s tem, da se pač pri organizacijah iz drugih držav članic upoštevajo pač pravila in zakonodaja, ki je veljavna v njihovih državah. In to tudi pomeni, da v tem primeru pač ne gledamo te stvari samo, če bi se odločili, da pač to je dejansko akcija, ki jo želimo podpreti. Bomo šli preveriti, da tudi pri drugih, da dejansko je tudi partner upravičen do sodelovanja. In to potem lahko mogoče za kakšen dan ali pa dva zamakne postopek tega, da pridemo do podpisa pogodbe, ampak načeloma so pa pač te stvari tudi dosti hitre. Sodelujemo z našimi partnerji v drugih državah, da nam malo pomagajo kakšno stvar razjasniti, kadar je treba, tako da tudi to je možno. Vsak prijavitelj ima lahko aktivno samo eno vlogo, skratka, lahko se prijavite za eno vlogo, dokler ne dobite pač nekega odgovora glede te vloge, ne morete oddati še ene. Ta odgovor je lahko, ja, je sprejeta, in potem, dokler izvajate projekt in dokler vam mi ne potrdimo končnega poročila, se vloga smatra, da je aktivna in ne morete oddati nove, ker bi bila avtomatično zavrnjena. Če pa recimo dobite zavrnitev iz kateregakoli razloga, vam bomo mi pač tudi v bistvu napisali neko obrazložitev, zakaj je bila zavrnjena, kaj vam predlagamo, da popravite, na kakšen način lahko vlogo izboljšate in jo lahko potem praktično takoj ponovno oddate, ponovno pošljete. Ta omejitev ne velja za organizacije, ki so partnerji, skratka, lahko imate vi kot prijavitelj oziroma kot glavni izvajalec aktivno eno vlogo, skratka, že izvajate eno akcijo, pa se vseeno pridružite še neki drugi organizaciji v vlogi partnerja. To je čisto okej. Skratka, ni nobene omejitve, kolikokrat je lahko posamezna organizacija partner pri katerikoli od akcij, ampak v vlogi prijavitelja pa samo ena aktivna. In še ena zelo pomembna stvar je, da lahko kandidirajo samo tiste organizacije, ki še niso dosegle praga 60 tisoč evrov. Iz tega programa, torej iz programa Impact for Values 2.0. Za vse tiste, ki ste prejeli sredstva na Impact for Values prvi NK original, ni tega 2.0 zraven, se lahko prijavite brez kakršnihkoli omejitev. Tudi če ste dobili sredstva na kateremkoli drugem razpisu od katerekoli druge organizacije, ki je bil ravno tako podprt s programa CERU, to ne velja, mi gledamo samo to, kar je bilo že podprto iz tega novega programa Impact for Values 2.0. Če ste tukaj recimo bili partner v kakšnem programu, ki je bil podprt, se še vedno lahko prijavite, dokler ne boste dosegli tega praga 60 tisoč evrov, ne. Če ste bili partner zraven, pa ste bili, ne vem, dve organizaciji partnerki in ste vsaka dobila po 30 tisoč evrov, imate še vedno možnost se prijaviti, zaradi tega, ker še niste presegli praga, tudi če je bil skupni znesek vašega programa, ki ste ga takrat prijavljali, 60 tisoč evrov, ne. Tako da res se gleda tukaj samo za posamezno organizacijo, in to je pač tisto, kar nam je tukaj pomembno, in to je tisto, kar pač v bistvu moramo tudi potem vsakič znova preveriti in pogledati. Če ste v dilemi, kar se izpolnjevanja tega kriterija tiče, lahko nas tudi kadarkoli pač pokličete, pa pač bomo preverili, pa vam bomo povedali, ali se še vedno lahko pač prijavite in koliko je še, za kakšna sredstva se lahko prijavite, no, koliko je tega, koliko sredstev še lahko dobite z naše strani, dokler ne boste
dosegli 60 000 evrov. Ok, ok, zdaj pa smo. Ja, mal je zaštekal, pa nisem vezika, če nekaj česa preskočil. Skratka, kakšen je vsebinski fokus razpisa, oziroma poziva? Aha, glede se je še razpis šunil. Pa tokrat popravljamo, pa še vedno kakšen pride. Ampak nič hudega. Skratka, želimo spodbuditi udeležbo na volitvah in temu, da se glasuje za obrambo vrednot. Znotraj tega vprašajo kakršnekoli pravzaprav akcije. Imamo mi sicer to našo tabelico rezultatov, ki ste jo zdaj tudi najbrž že kar spoznali, kjer imamo pač te tri glavne skupine, sicer okrepljena zagovorniška watchdog vloga organizacij, okrepljena promocija in večja ozaveščenost javnosti o pravicah in vrednotah in pa okrepljena državljanska vključenost pri varovanju okolja in spoprijemov podnebnih sprememb. To zdaj čist vem, da se sliši tako malo čudno in da ni čist jasno, zakaj in kako zdaj bi to pasalo na volitve. Ampak gre v bistvu za to, da potem imamo spodaj ene kazalnike, na katere pa lahko vežete te svoje akcije, ki jih boste pripravljali. Tukaj spodaj jih je naštetih sicer 5, ampak to ne pomeni, da so to edini, ki so možni. Možen je katerikoli, ki je pač naveden v naši tabelici, tudi v tabelici, ki je objavljena v razpisni dokumentaciji. Ampak mi smo si pa nekako predstavljali, da večina teh vaših akcij bo pa v bistvu prispevala k enemu od teh kazalnikov, indikatorjev, in sicer število NVO, ki so pritegnile državljane k sodelovanju v dejavnostih, v njihovih dejavnostih, število NVO, ki se ukvarjajo z državljansko vzgojo, število NVO, ki vključujejo spremljanje procesov javnega odločanja, izvedene akcije in kampanje ozaveščanja, ali pa število inovativnih metod, ki so bile razvite za varstvo okolja, oziroma za spremljanje podnebnih sprememb, pa za ozaveščanje o podnebnih spremembah in tako naprej. Skratka, to so se nam zdeli pač, da bodo najverjetneje še tisti kazalniki, kjer boste najlažje jih povezali z vašimi kampanjami, lahko jih pa seveda povežete tudi s katerimkoli drugim kazalnikom, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. Je pa pač nujno, da prispeva k vsaj enemu od njih, a ne, zaradi tega, ker pač moramo tudi mi potem poročati o podprtih projektih naprej našim financerjem in pač moramo jim povedati, zakaj in kako paše v ta našo matrico rezultatov, zakaj se nam je zdelo pomembno, da podpremo ravno to akcijo in kako bo ta akcija prispevala k temu, da bomo mi dosegli te rezultate, ki smo si jih mi zadali na ravni programa, ki smo ga prijavili Evropski komisiji. Tako da bolj kot ne imejte v glavi to, da tudi mi moramo na koncu poročati našim financerjem in da bolj kot ne tudi oni zahtevajo od nas enako kot mi od vas, to, da se fokusirate na rezultate in to, da iščete poti, kako jih boste najbolj učinkovito dosegli. Zakaj govorimo o akcijah in ne o projektih? Zato, ker se lahko prijavijo tudi neke hitre, enkratne, krajše akcije ali pa kampanje. To je zelo podobno, kakor se lahko pač v bistvu prijavljajo tudi kakor so se lahko prijavljali tudi na te razpise, ki so bili pač hitri odzivi oziroma hitre akcije, a ne. Skratka, nekaj, kar ni nujno, da zdaj traja dolgo časa, ni nujno, da ima pač cel sklop aktivnosti, lahko gre res samo za enkratno javno predstavitev, enkratno kampanjo, za, ne vem, razvoj nekega orodja za spremljanje kakšnih stališč kandidatov, kandidatk ali pa političnih strank, za razvoj nekih orodij, ki bi volivcem pomagali, da se lažje odločijo. Tukaj je pač spet pomembno to, da se nekako navezuje tudi na evropske vrednote, ne pozabiti tega. To je lahko pač prek nekih vprašalnikov ali pa prek nekih tem, ki lahko volivcu dajo vedeti, katera od teh strank ali pa kandidatk, kdo je zdaj tisti, ki v bistvu zagovarja tudi evropske vrednote.
in pa različne akcije, ki pač aktivirajo skupnost, recimo, ne vem, to, da bi se zbrali državljani oziroma pač, da bi se zbrala skupina ljudi iz posameznega okolja, ki bi pač povedala, kakšne so pa njihove zahteve, njihova pričakovanja od kandidatkov, kandidatk, za ureditev nekih njihovih vprašanj, ki so mogoče za njih specifični, ki ni nujno, da pač zajemajo, ne vem, vse državljane Slovenije, ampak je lahko rešitev, ali pa predlog rešitve, za neko specifično skupnost. Kaj so upravičene aktivnosti? Spremljanje, nadzor, skratka monitoring in pa watchdog aktivnosti, kakršnekoli kampanje, aktivacija skupnosti, kakor sem že rekla, različne ozaveščevalne aktivnosti in pa mreženje, a ne. Tukaj pač govorimo tudi o nekih povezovanju med različnimi organizacijami, tudi zato, da se oblikujejo skupne, zahteve ali pa aktivnosti. Če smo prej govorili o aktivaciji skupnosti, pa imeli mogoče malo bolj v mislih čisto posameznike, možna je tudi seveda aktivacija skupnosti na način, da se več nevladnih organizacij skupaj poveže in ravno tako pač probajo dobiti, oziroma probajo oblikovati neke svoje skupne zahteve. Še enkrat, nobena akcija ali pa aktivnost ali pa kampanja ali pa kakorkoli želite temu reči, ne sme niti posredno niti neposredno podpirati točno določene kandidatke ali pa kandidata oziroma pač politične stranke. Tako da to pač res pazite, da ne boste kje zašli. Tudi tukaj imamo dve horizontalni temi, ki jih nagovarjamo čez celoten program, in sicer enakost spolov in pa vključevanje mladih. V sami razpisni dokumentaciji smo dali nekaj predlogov, nekaj usmeritev, kaj so pravzaprav tiste stvari, ali pa tista vprašanja, s katerimi si lahko pomagate, zato da boste pač ustrezno nagovorili te dve tematiki, in da ni to zdaj, da ne ostane nekje zgoraj v oblakih in v teoretičnih razpravah, ampak da dejansko je nekaj malo bolj konkretnega. To je pač to, da veste, da če boste organizirali okroglo mizo na neko temo, da boste probali poskrbeti za to, da bo vabljenih enako število strokovnjakinj kakor strokovnjakov, recimo. To, da boste znotraj vaše ekipe probali zagotoviti enako število, obeh spolov. To, da boste razmislili na to, da če imate neki posvet organiziran ob tej in tej uri, mogoče je težje ženskam ali pa moškim ali pa eni skupini priti na dogodek zaradi drugih obveznosti, ki jih imajo praviloma v tem času, a ne. Vse te stvari so lahko pač tiste, o čemer lahko razmišljate in kar lahko pač tudi v bistvu zapišete. Lahko pač organizirate, ne vem, dogodke, ki so, ali pa promovirate tudi to, da so dogodki, na katere lahko pridejo tudi mlade mamice z otroki, recimo, a ne. To je dostikrat ena taka, velika ovira pri tem, da se dejansko lahko udeležijo recimo nekih dogodkov, ki potekajo v popoldanskem ali pa večernem času. In še marsikaj drugega, ampak dajte res razmisliti čim bolj konkretno, kako se lahko te teme naslovijo. Podobno je ravno tako z mladimi, ne, če želimo mlade pritegniti, potem je smiselno, da mogoče tudi oblikujemo neke drugačne aktivnosti, ne glih najbolj dolgočasnih okroglih miz, na katere praviloma ne hodijo, ali pa da razmislimo o tem, da lahko dogodki potekajo v nekih, prostorih, kjer se mladi že itak zadržujejo, a ne, da ne rabijo pač, ne vem, bom dala tak najbolj klasičen primer, recimo na dogodek v Cankarjevem domu bodo težje prišli mladi, kakor če bomo dogodek organizirali, ne vem, na Metelkovi ali pa v nekem ljubljanskem študentskem klubu ali pa, neki mladinski organizaciji, kjer se že itak zbirajo, a ne. Tako da to so tiste stvari, o katerih lahko čisto konkretno razmislite. Tudi to, da, ne vem, so mlade teme mladih v ospredju, pa hkrati, da so mladi pač tisti, ki so lahko tudi vključeni kot strokovnjaki in podobno. Zdaj pa samo,
Vprašanje je, še eno vmesno bilo postavljeno, koliko časa traja od oddaje vloge do odločitve in podpisa pogodbe. Če se jaz prav spomnim, je zapisano 14 dni. In jaz mislim, da se bomo tega bolj kot ne držali, saj kar se tiče tega, da pride do odločitve. Podpis pogodbe je potem majčkeno odvisen tudi od tega, koliko ste odzivni vi na vaši strani. Zaradi tega, ker pred podpisom pogodbe gremo mi preveriti tudi te vaše proračune in potem, če je potrebno še karkoli posebej spremeniti, dopolniti ali pa če rabimo dodatne informacije, potem pač se lahko zavleče za kakšen dan ali pa dva, pa spet odvisno od tega, koliko hitro dobimo odgovore z vaše strani. Načeloma pa pričakujemo, da bo to pač res tak kratek, enostaven postopek, zaradi tega, ker če ste si mogoče kaj pogledali, so tudi merila za ocenjevanje potem poenostavljena, skratka, ali izpolnjujete ali pa ne izpolnjujete tiste kriterije, in če jih izpolnjujete, ste pač avtomatično podprti, če jih ne, vam pa povemo, kaj je treba spremeniti, zato da bi jih, in je vse skupaj precej hitrejše, no. Tako da lahko pričakujete, ne vem, začetke nekje od decembra naprej. Še eno vprašanje? Okej, ne, ni, se bo hvala. To je to. Okej, in se zdaj že premikamo na ta drugi del, in sicer finančni. Kot že rečeno, še vedno gre za pavšalno financiranje, tudi v tem primeru. To pomeni, da plačila niso vezana na dejansko porabo, ampak samo na realizacijo ciljev oziroma pač tistih rezultatov, ki ste jih navedli v vaših vlogah. Ne bomo gledali nobenih računov ali pa drugih finančnih dokazil, kontnih kartic in podobno. Skratka, pač fokusirali se bomo na to, na samo vsebino, ali ste dosegli tisto, kar ste rekli, oziroma ali ste naredili tisto, kar ste rekli. Dokazila so torej vezana na vsebino in ne na finance. Še vedno pa seveda od vas želimo finančni načrt. Zakaj? Zaradi tega, da lahko pač v bistvu ocenimo stroške akcije in zato, da lahko na koncu določimo tudi, kakšna je zdaj končna višina donacije, da se lahko v bistvu tudi oceni, ali je smiselno podpreti to akcijo s sredstvi, ki jih zahtevate, skratka, kakšen je value for money, ali gre za finančno učinkovit pristop, ne, kakšen izplen lahko pričakujemo glede na to, kakšni stroški so potrebni za izvedbo, in pa pač tudi sama realnost izvedbe, ali s tem denarjem dejansko lahko izvedete to, kar želite. Ali so sredstva zadostna, tudi to je pomembno. In pa seveda še ta zadnja stvar, in sicer to, da če slučajno pride do nedoseganja rezultatov, do, ne vem, nekih težav pri sami realizaciji, da se lažje ovrednoti tudi končna vrednost donacije, oziroma da se lažje odločimo, koliko stroškov pa vseeno priznamo oziroma koliko stroškov ne priznamo. Tukaj jaz ne bi šla razlagati ful na dolgo in široko, zaradi tega, ker so ti primeri, da pride do znižanja donacije, kar praviloma izjema, kar velika izjema. Samo za približen okvir, v preteklem obdobju se nam je to zgodilo pri 2 projektih od, ne vem, skupno približno 45, tako da ni zdaj, da kar gremo skozi rezati, samo zato, ker pač je bil en udeleženec manj na aktivnosti, kakor ste vi mislili, da bo. Daleč od tega, tukaj gre res samo za tiste primere, ko gre bolj kot ne vse narobe. Tako da to, mogoče to, smo pa vedno na voljo potem za dodatne pojasnila, pa za dodatne informacije ali pa za pomoč, tudi pri sami izvedbi, če bi se ugotovilo, da, ne vem, ste si vlogo zastavili na en način, pa potem ugotovili, da pač izvedba pa ni mogoča točno tako, kakor ste si takrat zamislili, se potem pač pogovarjamo o teh, kaj pa je možno in kako lahko še vedno uspešno izvedete stvari do konca. Upravičeni stroški.
Torej, to zdaj ne govorimo o tem, katere stroške vam bomo mi na koncu priznali in ko bomo gledali in vaše račune in podobno, ampak katere stroške lahko vi vključite v vaše finančne načrte. Torej, če ste pogledali mogoče že kaj dokumentacijo, ste videli tudi prijavni obrazec. Na koncu prijavnega obrazca je zelo poenostavljena tabela za finančni načrt, v katerega lahko vpišete te stroške. Priznamo vam stroške dela, ker gre za 100% financiranje, sem ne smete vpisovati prostovoljskih ur, ker to pomeni, da bi dejansko dobili za prostovoljce plačilo za njihovo opravljeno delo, kar pa ni namen, ker oni ne bodo plačani. Lahko pa vseeno vključite neke druge stroške, ki pridejo z njihovim delom. Jim povračate malico, jim povračate prevoz, ste jih zavarovali. Vse to so pa direktne stvari, ki jih pa dejansko morate plačati, tako da te stroške pa lahko vključite. In pa seveda normalno priznamo vse stroške dela, ki so vezani na ekipo, ki bo akcijo izvedla, ne glede na to, kakšne oblike so to. To je lahko polna zaposlitev, lahko je delna zaposlitev, lahko so to razne podjemne, avtorske pogodbe, vse ostalo je lahko čisto normalno upravičen strošek. Potni stroški, tako za zaposlene, kakor za prostovoljce, za zunanje izvajalce in za vse, ki vam delajo na neki drugi obliki, pa jih vpisujte oziroma jih dajte tam zraven njihovega honorarja za delo. Potem imamo različne stroške zunanjih izvajalcev. Sem sodi ta klasičen nakup blaga in storitev, skratka vse neke storitve, strokovnjaki, ki bi kjerkoli sodelovali, najemi prostora, tisk, spletne strani, vse te stvari pašejo pod zunanje izvajalce. Lahko imate potem tudi kakšne stroške nabave nove ali rabljene opreme. Tukaj pa imejte v mislih, da mora biti to nujno potrebno za samo izvedbo projekta in da se upošteva sorazmerni delež. Če boste rekli, da rabite kupiti novi računalnik za osebo, ki bo delala na projektu, se bo gledalo, v kolikem deležu ta oseba dela na projektu, in gledalo se bo, koliko časa boste vi dejansko uporabljali ta računalnik za ta čas trajanja projekta, oziroma akcije. Ker gre tukaj za hitre akcije, za kratke programe, se vam praviloma te stvari ne splačajo. Izjema je samo, če je res neka oprema nujna samo za ta projekt in se lahko dejansko upošteva celotna vrednost, ampak to bi mogli pa zelo dobro opredeliti, tako da dajte res razmisliti, preden boste neke stroške opreme dodajali sem noter. In pa ja, klasično priznamo tudi 7% stroškov, posrednih stroškov, ki so vezani na odstotek pri vseh ostalih. Pazite na to, da boste racionalni pri načrtovanju, pri finančnem načrtovanju, ampak saj pravim, tle govorimo o res nekih nizkih zneskih teh akcij in bi težko prišli do ekscesnega prenapihovanja stroškov, ampak vseeno pazite na to, ker tudi to je eden od kriterijev, potem ko se odločamo, katero ali bomo akcijo podprli ali pa ne. In pa to, da če se bo pri popravku finančnega načrta, če bi slučajno padli pod, ne vem, teh 1000 evrov, kolikor je minimalna meja financiranja, se bo akcija zavrnila in boste mogli še enkrat čez cel proces. Mislim, da smo pri koncu. Kaj so ključne stvari? Tudi če bo vaša vloga zavrnjena, ne obupati, lahko jo še enkrat vložite. Ves čas smo vam na voljo za vprašanja in odgovore. Lahko nas pokličete, lahko nam pišete. Pa vsa vprašanja bomo objavili tudi na spletni strani, tako da bodo redno dodana, redno dodajana in lahko kadarkoli, karkoli še tam si pogledate, preden boste vašo vlogo dejansko dali, zato da vidite, če je še kaj takega, na kar mogoče vi niste pomislili, pa je nekdo drug, pa imate tam že odgovor. Vprašanja?
Lahko jih date v chat, lahko se tukaj oglasite, kakor želite. Ja, hvala, Špela? čau, Špela. Tukaj imam eno vprašanje. Še najprej hvala, da ste odgovorili ono prejšnje napisano. Zdaj pa me še zanima, vse to ste delno že odgovorili, ampak če na primer je prijava dosti široka, pa naslavlja različne te izzive, ki ste jih na začetku predstavili in potem vi tekom procesa pač preverjanja, odločanja ugotovite, da mogoče bi bilo boljše jo skrčiti. A nam to skomunicirate, pa lahko mi pol popravimo, ali se potem zavrne v tem primeru cela vloga, pa moramo še enkrat prijaviti. V primeru, da bi v bistvu vloga vseeno že izpolnjevala te osnovne kriterije, skratka, ne, da lahko tam pri kriterijih za vse stvari pač odgovorimo z da, bi jo še vedno sprejeli, potem pa bi mogoče v fazi podpisovanja pogodbe vam svetovali, da mogoče pa kaj da bi bilo mogoče boljše pač zmanjšati ali pa pač skrčati. Ampak to je zdaj tako zelo specifično, ker tukaj gre res case by case, odvisno od tega, kakšna je vloga, a ne. Kakšne so pa lahko že v štartu tako široko zastavljene, da bi lahko potem ugotovili, da je v bistvu, da bi padali na kriteriji finančne kontrole oziroma pač ocene finančne izvedbe, ker bi pač izgledalo, kot da ta akcija za ta sredstva ni možno, da je ni možno izvesti. Tako da jaz sem že svetujem pač neko preudarnost, pač dejansko pogledate, ali je možno ta sredstva izvesti ali ne. Ok, super, najlepša hvala. Skratka, da ne greste preveč široko že na začetku, tudi imejte v mislih, ja, omejeni ste tako z denarjem, kakor tudi s časom, a ne. Rešiti sveta v 6 mesecih pač ne moremo. In ja, to je to. Pa hkrati tudi pač imejte v glavi tudi to, da osnovno je sicer res, da trajajo programi, oziroma da trajajo te akcije lahko 6 mesecev, malo je odvisno od tega, kako ste vi to prijavljali, ne. Targetiramo še vedno prvenstveno volitve, ne, tako da akcije se lahko v bistvu izvajajo do volitev, po volitvah pa ja, imate lahko še čas za to, da vi zaključite vse stvari, ampak ne morete pa začeti z akcijo en teden, pa pol 6 mesecev še nekaj delati. En teden pred volitvami začeti, pa potem še 6 mesecev nekaj delati. Te stvari mogoče še iz takih Hvala lepa. Lahko samo še eno praktičnih. vprašanje? Ok, zdaj pa imamo v bistvu še neke vprašanja dodatna na chatu. In sicer, kako dokazovati število udeležencev na shodu, kjer bi bila lista prisotnosti nemogoča, čisto se strinjam. Lahko so to kakršnikoli posnetki, lahko je to pač vaše poročilo o okvirnem številu prisotnih, lahko so to tudi pač neka medijska poročila, kjer pač ravno tako ponavadi ocenijo število prisotnih. Skratka, karkoli drugega nam lahko date. Je pa fajn, ja, kakšen video material, fotomaterial, karkoli podobnega. Ali so lahko ciljna skupina mladi, ki še niso, bodo pa kmalu? Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je osnovni namen tega poziva to, da se dejansko ljudi spodbuja, da grejo na volitve in da glasujejo za obrambo evropskih vrednot. Skratka, ni recimo ta klasičen projekt, program, ki se lahko dela na dolgi rok, in ja, se strinjam, je zelo pomembno pač informirati tudi predvsem mlade konec koncev o tem, kaj so vrednote Evropske unije, in jih spodbujati in jih dolgoročno usmerjati v to, da bodo, ko bodo volilci se dobro odločali, ampak v okviru tega poziva pa na žalost ne. Ali bi lahko nekako vključimo prebivalke Slovenije, ki nimajo nujno volilne pravice? Ja, v bistvu je tukaj enak odgovor kakor za tiste mlade, ki še niso 15 let, ker je osnovni namen tega poziva, da se ljudi spodbuja, da grejo na volitve in da glasujejo za obrambo evropskih vrednot. V tem primeru ta dva programa oziroma te dve akciji zaradi specifične ciljne skupine tem kriterijem ne bi zadostila, tako da žal ne.
Ok, še kakšno vprašanje? Ne. Ok, potem pa vsem skupaj hvala lepa in se veselimo vaših prijav. Aha, mogoče pa bo. Bo, je, ok. Je razpis časovno omejen, recimo do določenega datuma oziroma volitev? Ne, zaradi tega, ker smo rekli, da bomo v bistvu v ta razpis noter, oziroma v ta poziv noter dajali tudi vse ostanke iz ostalih razpisov, kar pomeni, pa hkrati pač volitve, ki jih bomo imeli zdaj, niso edine volitve, ki jih bomo imeli za čas izvajanja celega našega programa. Tako da eno pač imamo zdaj volitve, ki bodo parlamentarne, te so prve, potem bomo imeli jeseni 2026 še lokalne. Skratka, vse to lahko, v vsem tem času se lahko delajo neke aktivnosti oziroma izvajajo neke akcije, ki ljudi spet spodbujajo za udeležbo na volitvah. In ja, relevantne so tako parlamentarne, kakor lokalne volitve, ampak imejte v mislih to, da pač gre za relativno male zneske. In da ne morete, da velikokrat ne morete rešiti vsega naenkrat, a ne. Ampak je pa absolutno za imeti v mislih, da če že razvijamo recimo neko orodje za spremljanje stališč, da lahko je to pač orodje, ki bo uporabno tako za parlamentarne, kakor potem za lokalne volitve, pa še za vse naprej, ko bodo še prišle. Tako da to je pa vse ok. Ok, ne pa še kakšno minutko, če. Aha. Potem pa imamo še, zakaj iščemo inovativne metode prav pri naslavljanju podnebnih sprememb, ali prav berem, da gre za aktivnost, ki je organizacija še ne izvaja, ne za aktivnosti, ki se na splošno še ni izvajala. Pa samo mečkam, da jaz čisto dobro preberem, kaj smo napisali. Ja, ok. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač to kazalnik, ki je bil nastavljen na ravni celotnega programa Impact for Values in ne nujno za ta poziv. Mogoče je tukaj pač tisto, kar bi vam bolj prišlo v poštev, so pač različne akcije oziroma kampanje ozaveščanja. Ampak ja, tle so pa pač inovativne metode bile mišljene v bistvu za ostale programe oziroma za ostale razpise, ker pač moramo si izbrati neke ključne zadeve, ki jih bomo pač naslavljali skozi celoten program. Ne pa pač čisto specifično za vsak razpis posebej. Ok, da vidimo, če je še kakšna. Za koliko časa se sklene pogodba, je to pač odvisno od tega, kakšno časovnico si v bistvu vi pač določite, a ne. Od enega meseca do pol leta, karkoli v tem vmesnem času, je to. Je pa namen, da imate v bistvu, da začnete izvajati projekt, pač ko ga začnete izvajati, potem pač ga izvajate, potem imate 30 dni oziroma en mesec na voljo za pripravo končnega poročila. In ko date končno poročilo, dobite tudi še zadnje izplačilo. To je to. Oziroma ne, ko date končno poročilo, ko mi odobrimo končno poročilo. Kar je lahko včasih spet nekaj malo dlje časa. Pri teh hitrih akcijah je praviloma tudi ta postopek pač krajši kakor pri klasičnih, zaradi tega, ker ni toliko enih vsebinskih dokazil, ampak ja, še vedno pa pač je tle potrebno usklajevanje med vami pa med našimi skrbnicami pogodb, tako da boljše poročilo, kot pripravite, hitrejše je zaključeno. Še kakšno vprašanje?
Ok, če ne, potem pa bomo tukaj zaključili. Kot rečeno, nas lahko še kadarkoli pokličete, lahko nam pošljete vprašanja po mailih. Video bo tudi objavljen na naši spletni strani, tako da si lahko tudi kadarkoli greste še enkrat čez njega, pa si še enkrat pogledate, pa preposlušate, kaj vse smo se danes pogovarjali. Drugače pa srečno pri prijavah in se vidimo, srečamo sigurno kdaj kje. Hvala lepa vsem skupaj.